Živijo, jaz sem Niko Planšek in sem founder od Flyflya. In danes sem tukaj, da vam povem, kako smo šli čez to kampanjo. Kako smo pripravili kampanjo, kaj smo med kampanjo delali in kaj bomo zdaj delali po kampanji. A me slišite? Bom na glas. Probaš? Ja? Ok. No, najprej vas bi vprašal, koliko ljudi je videl Flyfly Kickstarter kampanjo? Koliko od vas je že kdaj karkoli backal kakšnokoli kampanjo na Kickstarterju? Nice. Smeri več, super. Ok. No, mi smo razvili Flyfly Smart Wheel, to je all-in-one design pedal assist. Kaj to pomeni? Je, da ima motor, baterijo in vso elektronko noter v zadnjem kolesu. Tako da ti že imaš svoj kolo, samo vzameš dol zadnje kolo in daš naš kolo v. To res, ko se enkrat navadaš, ti vzame manj kot 15 sekund to zamenjati. Deluje pa pedal assist, pa pomeni, da ko ti začneš pedalirati, ti pač pomaga, da lahko effortlessly pedaliraš. Deluje pa tako. Malo je glasnejše, ker je prototip, ampak pa tudi prostori smo. Ko nehaš pedalirati, se motor tudi postavi. Ja? Ko začneš, spet delaš. In to je vsa umetnost. Tukaj dol ti pomaga, da greš lahko v klanc lažji, tudi če greš v klanc dol, ti bo baterija polnila in vse to. Ta druga stvar, ki smo jo naredili, je Flyfly Smart Light. Flyfly Smart Light je 3 v 1, je lučka za kolo, je stand za tvoj telefon in v zadnji tukaj imamo USB, kjer med vožnjo, ki se ti voziš, polniš lahko kolo, polniš lahko telefon. Polniš ga pa tako, da imaš spodaj tukaj ali dinamo, ali pa kakšenkoli generator, kjer proizvaja energijo z prednjega kolesa, ne zadnjega. To je Smart Light in prišli smo na Smart Light pa tako, ker smo naredili Flyfly aplikacijo na telefonu in smo videli, da pač ljudje, ki se bojo vozili, bojo hoteli gledati mapo, bojo hoteli gledati, koliko hitro se vozijo. In smo pogledali, da rabimo eno stojalo. Mi smo hoteli samo stojalo narediti, ampak smo hoteli več kot to. Z tega smeri, ki mi kaj delamo pri Flyflyu, hočemo narediti, da je več kot samo ena funkcija. Kot pri Smart Wheelu, imamo tudi pri Smart Lightu 3 funkcije. No, ta tretji produkt je pa Flyfly App, ki je na voljo za iPhone, Android in tudi Pebble Watch, to je Smart Watch iz Kickstarterja. Tukaj gor lahko upravljaš Smart Wheel, lahko nastaviš, koliko hitro se hočeš peljati, koliko imaš še baterije, če ga tako parkiraš, pritisneš gor in se ga zaklene, tako da mora noben gor se vsesti in odpeljati, ker je zadnje kolo zaštekano. Seveda ga lahko zmeri nekdo dvigne pa odnese, če se to zgodi, ali pa odšraufa. Ja, če se to zgodi, imamo noter GPS in ti takoj na telefonu pozvoni, tvoje kolo se premika, pogledaš in potem trackaš, kje je tvoj kolo. Super, ne? Ja. No, tako. Zakaj smo se odločili za crowdfunding? 3 razlogi. Prvi razlog je bil zato, da naberemo denar, da lahko postavimo proizvodnjo. Za nekaj tazga postaviti proizvodnjo, ker je Smart Wheel, je kar enih stroškov. Naprimer, hiše iz plastike, tako da rabimo narediti kalute. Kaluti so pa navad zelo dragi. Naslednja, če vidite to zelena stvar, zelena stvar tukaj je baterija. In to je tudi poseben shake, moramo tudi kalut za to narediti. Naslednja je motor. Motor je tudi, ima različne stvari noter, ki jih je treba pripraviti, preden greš v proizvodnjo. To nekaj stane, da ti sploh pripraviš lahko proizvodnjo. In zaradi tega smo šli na Kickstarter, da smo res ta seed money nabrali, da lahko sploh postavimo proizvodnjo. Naslednja, zakaj smo se odločili za crowdfunding, je zato, ker smo hoteli dobiti feedback od ljudi in jih res engagati, da nam povejo, kako popraviti ali pa izboljšati ta kolo, preden gremo v proizvodnjo. In stvari, ki smo se naučili, so bile, da so hoteli ljudje tudi 20-inch kolesa, ki so za
pony ali pa foldable bikes. Potem so dosti ljudi spraševali za bremze v zadnji. Pač naše kolo dela samo z bremzami, temi V-bremze. Tako da smo ugotovili, če naredimo, da nazaj ti pedaliraš, bo motor te ustavil, s tem bo pa tudi polno baterijo. Tretjo, ki smo pa dobili res full feedbacka, je bilo pa glow in the dark. Ker je pač cool se sliši, drugo je pa tudi to, da je zelo dobro za safety. Ker te zdaj lahko pedestrians pa avtomobili vidijo tudi strani, ne samo od spredi pa vzadi. In ful smo dobili enega feedbacka v tej celi kampanji, tako da smo res izpopolnili produkt, preden gremo zdaj v proizvodnjo. Z tega, ker če bi mi šli s takim produktom, ki smo ga imeli pred Kickstarterjem, ne bi bili toliko uspešni na marketu. Z tega, ker nam bi ljudje govorili, pa to naredite, pa naredite, in pa bi mogli iti nazaj, popravljati, in nam bi to vzel veliko časa in denarja. No, ta tretja stvar, zakaj smo šli pa na crowdfunding, je pa pač, da naredimo sploh market research. Ker takih produktov ni veliko na marketu, mislim, sploh ga še ni na marketu, da se ga da kupati, tako da lahko se primerjamo z električnimi kolesi, lahko se primerjamo z mopedi, kolesi navadnimi, accessorji za kolesa, samo ne moramo pa točno povedati, kakšen je ta market, pa kakšen je interes. In to je zelo dobro tudi pač za naprej za investorje, ker enkrat bomo tudi, če želimo zrasteti in imeti na veliko, rabo tudi investorje. In s tem lahko pač pokažemo tukaj en hiter market research, kaj smo lahko naredili v času kampanje. No, kako smo pa začeli? To je zdaj pred kampanjo. Najprej seveda smo mogli narediti prototip. No, prototip smo Smart Wheel, 3 Smart Wheele smo naredili, izboljšvali, to smo začeli marca 2013 in smo marca do septembra smo pač non-stop skozi smo delali na tem prototipu, tako da smo res razvili, da se dobro pele, da je dobro hiše, vse to, da smo bili res sure, zdaj pa gremo lahko naprej. Naslednja stvar smo pripravili Smart Light, smo jo tudi razvijali od tam enkrat aprila naprej, pa smo jo do zdaj smo jo razvili čisto do konca že. Tretja je pa Flycly app, smo pa isto aprila začeli, smo v enem mesecu že imeli Flycly app. Tako da to smo najprej pripravili, ker za Kickstarter ali pa kjerkoli crowdfunding je zelo pomembno, da imaš ti že prototip, ki deluje in greš potem gor. Naslednja, septembra, potem sem jaz en Smart Wheel vzel julija v Ameriko in sem šel tja in sem se z velikimi distributerjev sem se pogovarjal, s prijatelji, z investorji, pač vsakega, ki sem dobil na cesti, sem mu razložil, kaj je to. In to prvo, da sem dobil feedback, kaj mi oni govorijo, drugo pa zato, da sem jaz izpolnjeval svoj pitch, da sem vedel, kaj pali pri ljudeh, kaj ne, kaj mi je všeč, vse tako. In to sem delal 2 meseca, ko sem bil v Ameriki. Potem sem pa septembra rekel, ok, zdaj smo pa ready, sem prišel nazaj v Slovenijo, smo vzeli stanovanje na Rimski, kot en coworking, in smo pač se dobili, tam je bilo okrog 21 ljudi na tem projektu, samo za preparation za kampanjo delali. Mi smo vse pripravili tam noter, od fotk, videov, tekstov, weba, music, research, social media, pač vse smo en mesec res non-stop delali, da smo se res dobro pripravili. Ker Kickstarter, ko greš ti enkrat na Kickstarter, greš samo enkrat v življenju, imaš to možnost, ker si gor, imaš samo toliko časa, ker si dal, toliko imaš. Tako da smo se hoteli čim bolj pripraviti za to, ker imamo samo enkrat v življenju, ki to možnost imaš. No, ta tretja stvar, ja, pozabil sem povedati, pri temule prototipu je pa 11 ljudi dela na temu. To so bili developerji, dizajnerji pa inženirji. No, pa ta tretja stvar, ker je pa tu zelo pomembno, je pa legal. Predno greš na Kickstarter, pa predno karkoli delaš glede crowdfundinga, mislim, lahko ti greš brez vsega gor. Če si sam, pa imaš vse sam delaš, ni problem, tudi niti treba firmi narediti, nič. Samo če greš pa tako, kot smo se mi zadali, ker smo hoteli malo večjo stvar narediti, pa tudi res en boom iz tega narediti, smo se mogli pa tega pripraviti. In pa sem se naučil nazaj iz prejšnjih kampanj, kaj vse je treba pripraviti. Tako da prvo, kar smo naredili, smo inkorporirali Flycly. Jaz sem že imel Flycly LLC v Ameriki
za prejšnje električne motorje, sem rekel, za ta projekt moramo odznova začeti, zato da smo naredili FlyCly Inc. Smo ga registrirali v Delawareu in smo to naredili. Potem smo registrirali brand name z logotom v Ameriki in v Evropi, z tega, da ni nobenih problemov. Ampak ta logo drugače uporabljam že od leta 2006. Samo smo ga zdaj zares tudi registrirali, ker se lahko zgodi, ker bomo šli na Kickstarter in če res bom naredimo, se tudi te stvari lahko zgodijo. Tretja, copyright. Z vsemi, ki smo sodelovali pri tej kampanji, smo tudi naredili, podpisali pogodbe, zato da je vse v redu, da imajo oni, so clear, kaj se uporablja, pa kaj ne. Tudi to se je že zgodilo, da so kakšne stvari se uporabljale, ki pač se ne bi smele ali pa ni bilo dogovorjene. Pol pri supplierju je zelo pomembno, da če greste na Kickstarter in podpišite pogodbe s supplierji, preden greste na Kickstarter. Zdaj, ker če boste uspešni, se lahko stvari zakomplicirajo. In tudi ali pa če ne boste uspešni, se tudi lahko stvari zakomplicirajo. In jaz sem pri tem projektu, pač smo veliko vsi, od 11 ljudi prej do 21 zdaj, vsi smo delali bolj kot prijateljsko, zdaj, ker smo si en drugom pomagali. Tako da je bilo v kakšnih situacijah je bilo težko to zdaj ločati, smo prijatelji, pa zdaj smo pa partnerji. Zdaj so te pogodbe zelo pomembne. Enkrat jo podpišeš, pa se naprej lahko prijatelj. Je zelo pomemben. Pol, ta tretja stvar, zadnja stvar, ki smo naredili, smo preverjali vse naše patente in vse patente od competitiona. In tudi kako se competition reče po slovensko? Konkurenca. Tudi to konkurenca smo preverili, kaj se dogaja na marketu, če je kaj narobe. No in za vse te stvari mi je pomagala Maja Bogata Jančič in ona tudi pri vseh crowdfunding projektih pomaga in je res je super in do zdaj mi naprej vem, da mi bo ful pomagala in jo res jo priporočam. No in tudi ena stvar, ki mi je pomagala, je bilo pri competitionu. V Sloveniji se je pač pojavilo tudi to, da smo vzeli stvari od Kopenhagna, Kopenhagen bila in vse to. Prvo, kar bi rad povedal, je to, da ta koncept, da imaš ti motor, baterijo in so elektronko noter, obstaja že 20 let. To ljudje že probavajo že 20 let to narediti. Sam ni bilo tehnologije ali pa ni bilo znanja, da bi to naredili. In tukaj gor, ki imamo, to so 4 projekti, ki so bili že toliko realizirani, da se je lahko nekdo pel z njim. Ampak niso pa še nikoli prišli na market. Ja? No, in vsi imajo noter baterijo, motor in elektronka v zadnjem kolesu. Vse upravljajo z telefoni in pač vsak ima pa pač druge stvari. No, to je prva stvar. Druga, preverjali smo vse patente od vseh in smo ugotovili, da kar mi delamo, nobenemu nič nismo ukradili, a nobenemu nič ne overjamo. Example, Copenhagen Wheel je podal veliko patentov, ampak so bili vsi zavrnjeni septembra. Edino 2 patenta so še zdaj veljavna. In te 2 patenta, veljavna, sta še v procesu, da jih lahko dobijo. Te 2 patenta sta, eden je za šprikle, da so naredili samo eno špriklo, da gre skozi, ker v našem primeru smo bili veliko najboljšem, z tega, ker imamo osnovne šprikle. Tako da, če se karkoli pokvari špriklo, ti greš lahko vsako trgovino, dobiš to špriklo in jo zamenjaš, ker na njihovi strani oni morajo to špriklo poslati in je to veliko dražji servis. No, ta druga patent, ki ga pa imajo, je pa glede, kako oni merijo hitrost, pa kako ti pedaliraš. Kar smo pa mi naredili zelo simpel stvar. Smo dali samo par magnetov, ki to meri. In je pač tudi standard stvar. Tako da nismo nobenemu nič ukradili in tudi sami smo to razvili. In smo tudi bili prvi na marketu, ki je bilo to available za ali pre-order ali za backup. In tako en teden po temu, ko smo mi prišli na Kickstarter, je tudi Copenhagen Wheel potem announcil, da so tudi oni ustanovili firmo in tudi prejšnji teden so zdaj dali ven pre-orders. In kar moje mnenje je, da je to ful super za FlyCly in Copenhagen, z tega, ker vsakič, ki je Copenhagen Wheel omenja ali pa kdorkoli, tudi FlyCly omenja. In to nam gre trafik, tudi nam pride. In ta market ta industrija je še čist na začetku. Tako da, če imam jaz enega, ki tekmujeva, mi to veliko pomaga, zato ker si skupaj pomagava, da si delava market, ne da sam to delam. Tako da competition v tej situaciji je super dober. Tudi
market je še toliko velik, da se še dolg časa mi, da sploh ne bojo dotaknili, da se bojo delala kakšnokoli konkurenca. No, to je to. No, preden smo šli na Kickstarter, smo se odločili, da bomo dali, da hočemo zbrati $100,000 v 40 dneh. Hoteli smo začeti 16. oktobra, končati 25. novembra. To zaradi tega, zaradi par stvari. Ena je zaradi tega, ker smo še hoteli ujeti ta, kako bi rekel, še poletje, da je še malo toplo, vsaj v New Yorku, pa v Ameriki je 16. oktobra, pa konec oktobra še malo toplo. No. Tako, ta druga stvar, je po ekipi tudi malo verjamejo v zvezde, tako da so rekli, da ne vem, Merkur, a neki se glih 15. konča, da smo pa 16. prišli. Tako da, ja, tako. No, pa naslednji gol je bil pa, da se povežemo s čim več telimi kolesarskimi communities, pa z mesti, da se z njimi pogovarjamo, kako narediti mesta bolj bicycle friendly. Potem naslednja stvar je bila, da čim več medija dobimo, da bo pisalo nas, z tega, da pač dobimo čim več trafika na Kickstarter in pa seveda hoteli smo se fokusirati na Ameriko pa Evropo. To pa za tega Amerika je pač, ker Flyfly je iz Amerike, je pač tak trg, da je zanimiv tudi stvari, ki pridejo iz Amerike, so ponavadi glede medije, je veliko lažje je to krog sveta, z tega, ker se hitreje se to širi ta novica. Druga stvar je pa Evropa, z tega, ker Evropa je veliko bolj mature market za kolesa, kakor Amerika. Tukaj smo pač navajeni, da se s kolesi vozimo v šolo ali pa službo. V Ameriki so bolj navajeni še vedno, da se to za popoldne za rekreacijo. Ampak vedno več je tudi tega v Ameriki. Tako. No, in zadali smo si, da bomo šli, naša pot je bila tako, da smo si rekli, ok, najprej bomo šli v San Francisco, kjer je meka za tech in bomo tam probali čim več tech medija dobiti. Tako da smo prišli tja 28. septembra in to dali smo na Kickstarter 16. oktobra. To pomeni, da smo 2 tedna, preden smo šli na Kickstarter, smo mi že promovirali Flyfly Smartwheel. Ko smo šli v San Francisco, smo bili tam en teden in smo pač v vseh teh medij šli in smo imeli intervjuje in govorili in vse smo tudi povedali, ne pisati pred 16. oktobrom. In tudi vam damo ekskluzivo za to. Naprimer, zato smo šli na CNET, TechCrunch, Fast Company in nismo tem manjšim blogom nismo tega govorili. Manjšim blogom smo povedali šele po 16. oktobru. To pa zato, da smo dali njim ekskluzivo, ker njim veliko pomeni, da so oni prvi, ki dajo to news out. Tako da smo prišli v San Francisco, smo delali veliko na tech mediji in tudi tam v San Francisco je tudi zelo veliko bike communities, tako da smo se z njimi pogovarjali, smo se povezali tudi z mestom, smo se povezali, kakšno informacije želijo od nas, zato da lahko zboljšajo ta bike communities v mestih. Naprimer, ena stvar, kaj imamo pri Flyflyju, je to, da te informacije, GPS, pove, kje, daj pa kako se ti vozaš, lahko eno stvar ti pomagamo, da te izboljša vožnjo, drugo pa lahko to informacije, seveda, če jih vi hočete, če jih userji hočejo deliti z nami, vzamemo in jih damo mestom, z tega, da mesta lahko planirajo, kje postaviti kolesarske steze, pa kako narediti mesto bolj bicycle friendly. Ja? No, pa naslednji teden smo šli pa v New York. No, in ena stvar je bila, da veliko smo posneli že videa v New York, v Ljubljani, pa smo pa ugotovili, da ker smo New York-based company, bomo vse to, da rabimo tudi kaj posneti v New Yorku. Tako da smo zadnji vikend, preden smo lansirali, smo tako res napolno snimali to. In smo tudi tukaj to slikico, kar vidite, v Central Parku. V tem Central Parku je tak velik travnik. Na tem travniku se ne sme snemati, pa se ne sme biti s kolesom. Tako da smo bili tukaj zelo zgodaj smo snemali. Ja? Ampak smo vse posneli, tako da je bilo super. No, tukaj smo bili pa zdaj v New Yorku, ker je bil pa naš headquarters, pa vse to, smo si pa rekli, tukaj bomo pa zdaj do 5. novembra, skoraj 4 tedne. No in smo bili tam in smo pač delali, ful smo delali na mediji, smo še vedno veliko na tech mediji, ampak smo se že začeli fokusirati tudi bolj na lifestyle medijo. In tudi povezali smo se spet z mesti, z bike communities
In tudi delali smo malo test drive-ov, v pisarni smo malo delali, te, ko smo bili v coworking pisarni, Project Space, smo tam malo delali test drive-e, pa tako. No, potem je pa prišel čas, da gremo na Kickstarter, 16. oktobra. Tako, s Kickstarterjem je pa tako, pač, Kickstarter je isto iz New Yorka in isto se zdaj pač se širi. In nimajo dost ljudi, da vse to supportirajo. In kaj se nam je zgodilo, to bil sem tudi na vezi s Chipolotom. S Chipolo so usubmitali svoj tale projekt na Kickstarter en mesec, preden so bili odobreni. Tako da oni so mogli čakati en mesec, da so slišali kaj od Kickstarterja, da so bili odobreni. Jaz sem se tega zavedal, da se to lahko zgodi, tako da smo mi res submitali naš projekt že 2 tedna pred 16. oktobrom, takoj, ko smo prišli v San Francisco. No, ampak mi smo rekli, da 16. oktobra bomo lansirali na Kickstarterju, to je v sredo. V ponedeljek mi še nismo niti slišali ne od Kickstarterja, a nas bojo sploh spustili na Kickstarterja ali ne. Mi smo pa že 2 tedna vse, od CNN-a do TechCruncha, vse smo že povedali 16. oktobra, v 9. zjutraj bomo lansirali. In oni so imeli že napisane vse članke in že pripravljene, da grejo ob 10. zjutraj 16. oktobra. Mi pa v ponedeljek še ne vemo, ali sploh bomo na Kickstarterju. No, in pač imamo to srečo, da smo 2 bloka stran od pisarne od Kickstarterja. No, sem vzel kolo, sem šel tja, pozvonim, grem na Poštengah gor in takoj me na Štengah dobijo, rečejo, what do you want? Pa jaz tako, tukaj sem se razložil, Slovenija, da imamo te Kickstarter projekte, pa se to, pa da imamo zdaj tek projekt, pa on tako, super, daj, pokaž mi kolo, da sem šla ven, ker sem prišel ven, je pa rekel, bom jaz to povedal naprej, pač te fraze lepe, pač kao, da sem jaz nabil. Jaz sem rekel, ok, super. No, potem sem jaz to srečo, da sva z Juri Rožičem, polet sva bila v New Yorku, ker sta šla tudi do Kickstarterja, da sem dala en muzgar, in sva srečala founderja od Kickstarterja, sva se slikala, nama je dal njegov e-mail, no in potem sem jaz naslednji dan njemu tudi pisal, da mi to zdaj res rabimo, smo brez stiski. Nismo nas slišali od njega, no pa hodim kot cest popoldne, v torek popoldne, jaz že čisto upam, kaj bomo zdaj naredili. Pač toliko ene medije bo šlo v Kickstarter page, ker ne obstaja. Tako čisto, ne vem več kaj ne naredim. No in pa hodim po cesti s punco in punca reče, pa da greva še enkrat do tega Kickstarterja. No in je šla ona noter, jaz sem živčen tako čez cesto, za vogalom gledam, kaj bo. No in tako čez neki minut vse prijeta z istim tem fantom ven, tako da bo in vse, da delajo, ne vem kaj. Jaz tako, ok, no prijemo nazaj pisarno in potem ob 7:30 zvečer jaz dobim e-mail, da super projekt, ampak par stvari še treba popraviti. Jaz tako, hvala Bogu. Jaz to tako vse popravimo, submitam, pa je sam 7:30 zvečer, upam, da so še v pisarni. No in pa ob 9:30 zvečer, v torek, to je točno 12 ur pred tem, ko smo lansirali, smo bili odobreni. Ja, tako da smo bili. Ja, tako da so se pa tudi ta fond, ki je prišel dol, pa je vse to pač rekel, da bo pomagal, pa vse to je pa tudi bil en prvih backerjev za Flycline od Kickstarter. Tako da v sredo sem šel spet jaz, sem dal čokolado mu, tako me tako pozvonim, tako, you again, jaz tako, no, sam čokolada, da se vrnil. No dobro, to je bilo to. Tako da to je ena izkušnja, gač so obljubili, da Kickstarter ne bo več tega delal sam. Če greste na Kickstarter, pač planirite, da saj nekaj časa bo trajal, ker so pač rastejo, kar je zelo dobro. Tako, no, to je bil New York. Potem smo pa rekli, ok, zdaj gremo pa v Evropo. No, ker Evropa je veliko bolj mature market in tako. No in, ko smo prišli, smo prvo destinacijo, ko smo rekli, da gremo v Kopenhagen. To pa zaradi tega, ker Kopenhagen je najbolj bicycle-friendly mesto. In tam res, ko smo se vozili, to imajo tele zelene, kako se reče, green wave? Zeleni val imajo za kolesarje, ne za avtomobile. Imajo ful enih stvari, tako da smo se ful s temi bike communities srečevali, so nas veliko stvari naučili. In tudi, ko smo prišli tja,
smo šli v eno tole kolesarsko trgovino, smo si sposodili tale kolo, trdeč, smo dali gor, smo se zmenili s temi v kolesarski trgovini in so potem novinari lahko prišli tja in so testirali, pisali to. In mi je bilo toliko zanimivo, ker v New Yorku, ko sem imel intervju, je bilo tako 15 minut na cesti, tako malo je posnel z iPhone-om, hitro, tako se en krog šel, pa super, popoldne je bilo objavljeno. Tako, ok, prijemno v Kopenhagenville, prije tako gospod, se lepo usede, 2 urice so imela s tem. Tako 2 uri so se res pogovarjali, vse so se pogovarjali, tako res, tako prijeten občutek je bil, ki ga je tako ful vse zanimalo, tako se skar pel vse 10 minut, pa je prišel nazaj. In tako potem, in to je bilo, pri vseh intervjujih je bilo tako, ful res tak bolj, tak srčen pristop sem imel, no? Ni bilo tak bolj biznis, kar je bilo zelo lepo. No, in potem smo prišli tja, to je bilo pa, potem to je bilo 4 dni, naslednji smo šli pa potem v Berlin. V Berlinu smo bili tam tudi 3 dni, smo isto šli v eno kolesarsko trgovino, smo si sposodili tale kolo in tukaj na sliki je ta Pro-Simon Galileo, so prišli in so snemali. Ponovadi v New Yorku je bilo tako, da sem za CBS, ko smo snemali oddaje, bilo tako 1 ura maksimum, sem malo intervjuja dal, malo smo kolo pokazali, malo se vosili, pa to je to. Smo prišli v Nemčijo, za ta Pro-Simon, smo snemali 9 ur. Cel dan smo to snemali. Tako, ampak je bilo res spet vse v detajle. Tako tudi zelo zanimivo je to, ker to izkušnjo sem dobil, da sem po Ameriki delal biznis, pa za tem intervjuji sem se pogovarjal, pa tudi po Evropi. In vidiš te cultural differences. Pa naprimer v Nemčiji so se zelo veliko bolj zanimali vse na technical specs. Prav sprašval sem me tudi, kakšne šraufe, vijake uporabljamo. Pa vse tako stvari. Res vse v detajle, ker je ful lepo, da se to zanima vse to. No, tako da smo imeli tudi tam zelo veliko succesa in tudi kjerkoli smo bili objavljeni na Kopenhagenu, smo bili objavljeni na najbolj gledani web strani na Danskem in tam takrat smo bili 4. najbolj gledani ta članek ta mesec. Tako da to je meni ful pomenilo zdaj, ker Kopenhagen je capital za kolesa in tudi njih so pokazali ta interes in je bilo res ful lepo in potem se je to razširilo. In je šlo tudi v Berlinu se je razširilo, je šlo po vseh medijih. No, naslednja smo šli v Amsterdam. No, tukaj smo imeli problema, ker nismo najdeli bicycle trgovine, kjer bi lahko to naredili in nismo si mogli sposoditi kolesa, tako da sem pač rekel, no, mogoče bomo pa mogli investirati v en kolo. No, in sem hodil po cesti, sem po vseh teh trgovinah, no, in sem prišel v to trgovino in to je ta kolo tukajle. No, je made in Netherlands, pa še to zanimivost je, da je narejen v zaporu, ker je zelo pocen. No, in sem prišel tja in sem se začel malo pogovarjati z njim in je rekel, to je pa ful zanimiv. Pa je pa videl, da imamo Facebook, pa Kickstarter in mi je dal 50% popusta na kolo, kar je bilo na koncu 100 evrov. Zato, da smo se tole slikali, da smo dali na Facebook in da se njihova stran vidi. Tako da, če boste kdaj v Amsterdamu, prosim, bojo ful veseli, vse Slovence. No, ja, v Amsterdamu je bilo to meni ful zanimiv, ker so ti novinari pa ljudje ful bolj na free. Tako so prišli, pa tako čisto imel eno kapco, tako čisto na easy v letu, pa tako malo gleda, pa si malo zapisal, pa tako, da bi bil malo high. Pa sem jaz tudi malo bolj na easy vzel. Ok, dobro, kar en pač prišel s kolesom. Pa jaz tako vprašam, kdo pa je to? Ja, ta je najbolj pomembnega časopisa. Ja, ok. Pa ga je prišel nazaj, pa sem še malo bolj razložil. Ja. Ok, naslednja smo šli v London, tam sem bil samo 2 dni. Smo z BBC-om naredili intervju. To je bilo tudi zanimivo, BBC smo imeli intervju ob 5. popoldne, ker je v Londonu že zelo temno. No in smo se tam šli nekjer, kjer je ta Luna Park, ker je veliko lučk. No in smo pa tam posneli ta video za BBC. Se ne vem, če je pa bil ta video gor ali ne. Tako, no, zadnji stop je bil pa Pariz. V Parizu je bilo pa ful zanimivo to, ker v Nemčiji je bilo ful tech, pa vse v detajle, v tem v Londonu jih je ful zanimal green, pa kako je to environmentally friendly. V Parizu jih je pa sam zanimal pač tako, a se bo imel fajn gor, a bo žurka, ko se bo hodil. In tako, ker sem pač, pa sem prav videl že tako, da sem mogel spreminjati svoj pitch na
markete, tako zanimivo je bilo. No in tudi ena stvar, kar smo opazili, je bilo to, da že, ko smo prišli v Kopenhagen, smo že dobivali tudi message na Facebook, da nam je nekdo rekel, jaz imam blog stickybottles.com, se mi zdi, je rekel, jaz imam 10,000 unique visitors na mesec na svoj blog. Ko sem vas objavil, sem dobil samo za vaš blog post 600,000 unique visitors. In sem tako napisal, thank you guys. Ampak on je novinar, ker ponovadi ti njega prosiš, da te objava. Ne? Tako da, ko sem jaz to videl, sem pa začel, pač napisal neki revolutionizing, pa changing the transportation, pa tako in pol, ko sem jaz kar začel novinarjem razlagati, kako naj te title napišejo, da bo njim pomagali, da bodo dobili več trafika. In to je res pol tudi delovalo. In to so tudi zares, to so kar vzeli v Kopenhagnu, v Berlinu, v Amsterdamu, v Londonu in v Parizu. Tako da je kar tako, ja, dej pošli mi še ta link, pa to, in pa so tudi oni tako začeli pisati, zato da oni tudi več trafika dobijo. Tako da, ko boste se pogovarjali z novinarji, pa tudi to razmišljate, da oni pišejo, ja, za tega, ker jim je zanimiv produkt, ampak še zmeraj morajo tudi oni kaj zaslužati iz tega. In tam imajo ads-e, če so to blogi in to. Tako da tudi njim pač pomagite, da tudi njihov unique visitors raste. Okay. No, in po 40 dneh smo zbrali $700,000, to je 700%. Kar je meni najbolj všeč, je to, da smo dobili 2358 backerjev. Prodali smo več kot 1100 koles, teh samo smart pilov, 1500 lučk. In bili smo shareni na Facebook, to se vidi na Kickstarter strani v spodaj. 35,000krat je nekdo, so ljudje kliknili in sharali svojim friendom. Da vam dam za primer, Pebble Watch, ki je najbolj uspešen Kickstarter projekt, ki so zbrali 10 milijonov, so do danes, mislim, da bili shareni samo 18,000krat. Mi smo bili shareni 35,000krat. In to še vedno raste. Rečemo, zdaj sem gledal, en teden nazaj je bilo še 34,000, že 35,000 danes. Tako. Pa smo nabrali 3500 Facebook fanov, 1600 Twitter followerjev, pa video, v zadnji vidiš na statistiko, kolikrat se video pogleda. Na naš video se je 480,000krat, ali pa 480,000 ljudi je pogledal ta video in to 33% od tega jih je pogledal čisto do konca. Ker je to, ko boste delali video, je kar pomembno, da imate dober video, ker to je prva stvar, ki na Kickstarteru vidijo. Bili smo objavljeni več kot v 1000 medijih, in pa, lepa stvar, smo top 100 Kickstarter projekt trenutno. Number 84 smo, po denarju. Tako. Ja. Tako je pa izgledal funding progress. Tako da, vemo, tukaj smo v 35 urah smo prišli čez $100,000. Ja? In pač nismo pričakovali tega, res pač bilo je res zelo hitro. No? Potem pa tukaj do 150 smo v 5 dneh vse skupaj prišli. Potem se pa vidite od tukaj pa do naprej, ker se je začelo rasti 18 dni, se je ustavilo. $100,000 smo nabirali 18 dni. In zakaj se je ustavilo? Je bilo zaradi več stvari. Prvo je bilo, mi smo brali $100,000, to pomeni, da smo uspešen projekt, da bomo pač naredili ta smart wheel in da se bo prodajal. In obljubili smo, da bomo maja prodajali ta kolo. In dosti ljudi je rekel, ok, pač to ste uspeli, jaz vam ne bom dal zdaj $600 pred zdaj oktobra, novembra, ampak vam dam $600 maja, pa bom pač takrat dobil kolo. In pač tudi imam teh $600, saj imam za Christmas pa za novo leto. Ne? Tako da smo bili, to nas je bil, ker smo prehiter, smo dosegali gol in pa tudi ljudje več so rekli, ok, ni mi treba več tega backa, nismo vedeli, kaj zdaj narediti. Tako da smo pogledali, ok, stretch goals. In tudi ljudje nam je začel dajati feedback, kaj popraviti in vse to. Tako da smo potem takrat pokazali stretch goals. In smo delali 3 stretch goale. Prvi je bil, če dosežemo $300,000, bomo dali, da je še 20-inčni wheel. Tukaj imamo zdaj, to je 29-inčni, ki je za mestna kolesa, potem imamo 26-inčni kolo, ki je za mountain bike, pa zdaj še 20-inčni wheel za foldable bikes, BMX, pony, vse take kolesa. No, naslednji
stretch goal smo dali $400,000, je ta motor brake, ker sem prej govoril, da ker nazaj začneš pedalirati, se motor te ustavi. Ta zadnji stretch goal je bil pa $500,000, je bil ta glow in the dark. No, tako da to nam je malo pomagalo, da smo začeli malo rastati. Ta druga stvar je bilo pa to, da zdaj pač ta Kickstarter je že toliko malo, je že zrastel, ne? In že toliko veliko projektov se zaveda, da je treba do medijev hoditi in razlagati vse to. In mediji so se zdaj že malo, se otepajo Kickstarter projektov, ker pravijo, da Kickstarter projekt ni resna stvar, da to je samo one-time deal. Tako da smo imeli tukaj malo problema to prebiti. Pač prišli smo čez $100,000 in pač tudi medije so rekli, ok, ni mi treba pisati o vas, ste uspeli, vse pač ni nič tako zanimivega. Nismo bili pa toliko zanimivi, da bi bili ful uspešni, da bi pisali o nas. Zdaj nam je teh 18 dni smo res mogli naprej porivati. In tudi ene parkrat sem že tako skoraj obupal, da sem rekel, ok, toliko smo prišli, vse bomo pač to naredili, pa bomo maja pač naprej, pa bomo takrat naredili. Ampak sem si vedno rekel, samo enkrat imaš Kickstarter projekt v življenju, samo enkrat imaš to experience. Tako da vsakič, ki mi je to prej, sem rekel, ne, danes moramo še nekaj narediti. Tako da smo pač porivali naprej. Tako, polka smo prišli pa v Kopenhagen, nam je pa takrat malo boost Kopenhagen dal, pa smo bili objavljeni pa na Huffington Postu, pa še en post je bil. No, takrat se je pa začel pa viral. In to je bilo pa tukaj. Tukaj, na tej točki, je pa začel biti pa viral. No in tam je potem, so pa začeli vsi tudi tweetati, ta Guy Kawasaki je tweetal, Huffington Post je full naredil enega baza, potem je pa sam začel rasti, in je šlo gor. In potem smo v 6 dneh smo nabrali, smo šli iz 300,000 prvega gola do 500,000 tretjega gola. Smo v 6 dneh naredili. No, ta zadnja stvar, potem je pa ta zadnji krv, tukaj je še Evropa, pa še ves ta zalet, ki smo ga dobili. Ta zadnjih par dni je prišlo pa to, da dosti ljudi na Kickstarterju pač ne dajo na začetku denar ali pa, ki ga vidijo, ampak da si ga označijo kot favorite. In potem, kaj to pomeni, 48 ur preden se projekt zaključi, oni dobijo e-mail, ta projekt, ki si ga ti si označil, dobiš e-mail, da se zaključuje v 48 urah. Tako da takrat je bil ta zadnji, bil še zadnji push. No, in v ekipi smo že tudi pol, tako na koncu, zadnjih 2 tedna, smo se pogovarjali, koliko bo ta zadnja cifra, ne, kao, what's my number. No in so rekli, eni so rekli, ja, 700 bo, ne, pa smo bi še na 500. Pa tako, jaz ne vem. No in pol se 25. novembra, to je bilo ponedeljek zjutraj, zadnji dan, se jaz zbudim zjutraj, pogledam 689,000. In jaz govorim, 11,000 še do 700, ja, bo nam ratela, ne. No in pol je kar začelo, tako kar lepo je rastel, pa še to je, ne. To je bilo zjutraj v Sloveniji, v Evropi, kar pomeni, da je ponoč v Ameriki. Ponovadi se je videl, da se zjutraj v Ameriki prišlo je spet malo boosta vratno. Ampak prej ponoč je bilo pa iz Azije bil boost. No, in pa smo pač upali, da bo, pa je bilo pa tako 30 minut do konca, je bilo 699,970. In tako, ne bo. No, ampak pa je bilo tudi tako, da dosti jih je skenslal pleč, novi so prihajali, so kupali, tako da je skozi pač nihalo, ampak skozi malo počas gor. No, in pa pri 699,970 je Klemen, en od iPhone programerjev, ki smo sedeli tam, ki smo pripravili web stran, kupil lučko. Tako da on je 700,000 in je ful ponosen na to. No in pa smo prišli že na 702,000, pa je bilo tako, pa 3 minute pred koncem smo padali nazaj na 700,018, in tako samo en skensla lučko, pa smo spet nazaj na 600. In tako da ti se je bilo tudi kar malo. Mislim, vse smo uspeli, ampak tako, želiš si ga, da priješ 6. No tako da pol na koncu nam je ratal, da so še ne par bekarjev prišlo, pa smo z bekam. Ja, tako. No, ja, tukaj vidite, iz kje vse je prihajalo. Pač Kickstarter sam po sebi nam je pomagal, da smo 30% teh fundov zbrali. Ampak to zdaj ne pomeni, da to je vedno tako 30%. Tudi pri drugih projektih, ki smo imeli, ponovadi tam okoli 25 do 35% je. Če ti zbereš 10,000 ali pa 700,000, je ponovadi to, kje. Res, da pri nam Kickstarter nam ni veliko pomagal, pa nas ni veliko pušil, z tega, ker smo že v 35 urah prišli na 100,000, tako da nismo bili
staff peak ali pa da ne niso nas kaj objavljali, z tega, ker smo bili že uspešni. Ponavadi objavljajo bolj te, ker so blizu, da bojo rata, zato da jih dajo gor, da pridejo čez, da jim rata. Ja? Average pledge je bil pa $297. Kar jaz mislim, da je, pač, ker smo mi lučko za $59, pa kolo za 590. In ta cifra 590 je kar močna za Kickstarter. Ta sweet spot na Kickstarter je tam od $100 do $150. Tako da, če delate produkte, če vam rata tam okrog $100 do $150 ste zmagali. Boste res veliko trafika, ki bo prišel na stran, ga boste konvertali v kupca. Ja? Tako. No, po Kickstarter kampanji, tako je 25. novembra smo pa lansirali stran z preorderji. In tudi na Kickstarter page ti ne moreš več popravljati enkrat, kaj je konc kampanje. Ti ne moreš popravljati. Tako da smo 30 sekund pred kampanjo, pred koncem kampanje na Kickstarteru smo pač popravili, da smo dali link noter preorder@flyfly.com. Ker to se dosti zgodi, da še vedno ljudje prihajajo na Kickstarter page in tam pač pol ne najdejo kam naprej. Tako da to je en trik, da morate to popraviti, da gre na web stran, na preorder. No, na preorderju je pač delivery now je junija 2014, če vas zanima. Ja? No, zdaj pa kaj pa zdaj po kampanji, kaj se zgodi? No, po kampanji, zdaj smo si zadali, da januarja 2014 bomo lansirali Flyfly app, ampak ta app ga boste lahko uporabljali z navadnim kolesom, da ne bo povezan s smart wheelom. Zato, ker že zdaj hočemo mi nabirati te informacije, da jih dajemo mestom, da se popravlja mesta, da so bolj bicycle friendly. Potem, ko bomo pa smart wheel lansirali, se bo pa tudi zamenjal, da se poveže z tem smart wheelom. No, naslednja je lučka. Lučko smo zdaj ta teden finalizirali, tako da imamo vso elektronkov, hiše, vse imamo, tako da naslednji teden bomo začeli delati kalupe, ker se bojo proizvajali v Sloveniji in cela lučka se bo proizvajala v Sloveniji, bo made in Slovenija, tudi assembled in vse. No, tako da lučka mislimo, da bo šla ven marca in to že, da bo na internetu in tudi v trgovinah. No, naslednja, ta zadnja stvar je pa kolo. Kolo smo obljubili, da bomo maja poslali. Trenutno imamo še veliko stvari za narediti, mislim, da to, kar smo zdaj naredili, mislim, da verjamem, da lahko to maja, da bomo maja sigurno to naredili in da bomo postali smart wheele po celemu svetu. Ne vemo točno, iz kje so vsi ti orderji, iz Kickstarterja, sam po imenih se vidi, da iz Amerike jih je tam približno 50%, večino jih je iz Evrope. Smo pa bili zelo presenečeni na Japonsko, iz Japonske je zelo veliko orderjev, pa iz Brazilije. Z Brazilije smo dobili zelo veliko orderjev. Tako. Ja, drugače pa zdaj moramo vse, pač moramo kalupe, se bo najbrž za plastiko se bo delal v Sloveniji, baterije bo mogel iti na Kitajsko jih gledati, pa jih delati, motor bomo videli, kaj bomo naredili z motorjem točno, kje se bo proizvajal, kakšen bo vse to. Tako, ja. Tako da, če to se morate zavedati, da Kickstarter projekt je res seed money. In tudi zdaj, ko smo 700,000 nabrali, to ne pomeni, da zdaj pa imamo neki profita. Nimamo, ker še vedno moramo pa zdaj pa 1100 koles narediti. In tudi pri vseh drugih projektih, ki smo jih imeli, ki smo jih delali s crowdfundingom v Sloveniji, noben ni prišel s profitom. Zato, ker morate se zavedati, da vi ste zdaj nabrali ta denar in ga vlagate v firmo, ampak v firmo ga polagate temelje, zato da greste lahko naprej. In če vsi projekti grejo v minus, zaradi tega, ker pripravljajo te stvari, da greš ti lahko naprej, da bomo lahko mi prišli pa v trgovine, da bomo imeli zalogo, moramo kupiti kalupe. Mogoče na smart wheel pač določena cena nastane, ko ga proizvedemo, se mi moramo zraven še vse te stvari kupiti, mašine in vse to in proizvesti. Pa še zmeri 1100 koles narediti. Tako da pri Kickstarter projektih, če se boste lotevali, imaš dve varianti. Ena je, da vse sam narediš, pa imaš tak manjši projekt, pa pa razmišlji, kako boš čim bolj skozi pa še, da boš zaslužil, če gledaš, da je to one time deal. Če pa razmišljaš, da je to nekaj, kar ti želiš narediti, pa
je po celem svetu, potem se pa zavedite, da iz tega denarja ne boste nič dobili, zase ven nič. Vse gre za to, da se postavi firma in da se postavi temelje, da greste naprej. Tako. No, za naprej smo pa tako naredili, da bomo to piramido smo naredili, kako bomo šli ta sales challenge, kakšen je plan. Seveda prvi je bil Kickstarter, kjer smo prodali produkte, ampak res to je bil seed money. Naslednja smo zdaj online postavili, potem so pa naprej te kanali, kako greš. In ne greš na vse naenkrat, ampak greš lepo počas in kaj enkrat enega narediš, greš naprej. In to smo, tako da to je zdaj plan, da do številke 5 bomo letos, v 2014 bomo mogoče, če bomo uspešni, prišli šele do številke 5. Pa bomo šli pa naprej. Ja. No, zadnja stvar je pa to, da jaz mislim, da, in sem tudi opazil, da Kickstarter projekti smo zdaj kot ena familija. Imamo eno izkušnjo skupaj. In sploh pa druga izkušnja je pa to, da smo še Slovenci povrh. In z Musgardom, z Jurijem in Xvideo smo se tudi zmenili, da bomo tudi si zdaj skupaj pomagali naprej po Kickstarter projektu. Tako, kot smo si med Kickstarterji pomagali, si bomo zdaj pol. In z Jurijem, z Musgardom sem se zmenila, ker ima sinergijo, ima produkt za isto ciljno skupino, v istih kanalih se bo prodajal. Tako da, zakaj bi zdaj videla nabirala, imela iste sales people, da to prodaja, če lahko en na telefonu reče Kleman Smartville, pa Musgard. Tako da to je ena sinergija, ki jo skušam pokazati. Tako da, ko boste delali naprej, vedno gledajte tudi, kako lahko drugmu pomagate in on vam nazaj pomaga. Pa so partnerja. Vse je v redu, pač pomaga si en drugmu, da rasteva naprej. Ko on dobi eno trgovino, tudi jaz imam connection do trgovine in jaz to jaz nemo nazaj. Pa Xvideo so se pa dogovorili to, da za lučko bomo imeli tukaj gor, ena je, kako ti na elastiko zapneš gor telefon, druga je pa na njegov patent, ki ima magnet. Tako da bomo to tudi ponujali zraven lučke. In to pač se meni zdi ful dobro, ker smo se spet Slovenci, Kickstarter, smo se spravili en drugemu, bomo si promovirali in pač zboljšali produkt naprej. Ja? No, zadnja stvar, kar hočem povedati, pa to, da sem ful vesel, kaj se dogaja v Sloveniji s crowdfundingom. In lansko leto, 2012 septembra, sem ful vesel, da sem bil del prvega Kickstarter projekta, ki je bil uspešen na Kickstarterju, to je LL Stove. In od takrat naprej smo pač šlo samo gor. Potem je Xvideo prišla, pa sem bil tudi zraven pri Musgardu, pa pri Onduju, pa pri Lumotu. In tudi vsak projekt naprej, ki smo ga naredili, se je vedno podvojil. Pri LL Stolu je bilo $22,000, pri Musgardu $44,000, pri Onduju $109,000, pa pri Lumotu $244,000. Tako da raste, to gre naprej. In to je, se mi zdi, da je ful dobro, zato ker testiraš market in res dobiš od ljudi denar, ki imajo radi tvoj projekt, tvoj produkt. No, zdaj naprej, to sem pomagal in sem zelo vesel. Zdaj naprej se je pa crowdfunding.si ustanovil, Luka Lučišnik ga je naredil, pa še drugi partnerji, Jan. In tako da one dva res vse obladata, vam lahko pomagajo, vse naprej. Jaz vam pa lahko s vsemi izkušnjami, pa z veseljem povem, pa vse naredim. Tako da gremo naprej, da še to povem. V 16. v sredo smo lansirali na Kickstarterju, sem šel tja dati čokolado, tako da sem bil 3-krat že na Kickstarterju. Ponedeljek, torek pa sredo. V četrtek zjutraj sem imel pa en event, kjer so lahko vsi prišli, open house je bilo. No, in smo se prijavili, ker smo rekli, če ne bomo v sredo bili prijavljeni, prijemo tja na ta open house, jih vprašati, kaj je zdaj to. No, smo bili mi odobreni, tako da je moja ekipa je šla tja. V četrtek zdaj, ko jaz ne grem več, sem bil že 3-krat na Kickstarterju. No, smo prišli tja in Eva je stala tam in pa se nekaj za en šala, kaj bo, ste se nekaj za eno punco pogovarjali in ona reče, where are you from? Slovenija. Wait a minute. In je šla po Johna, ki je, ne vem, glavni za Kickstartera, glavni za to sekcijo, you gotta meet somebody from Slovenija. Pa tako on reče,
what are you guys doing there? We have meetings because of you guys in Slovenija. Tako da res smo nekaj dobrega naredili tukaj in gremo lahko naprej in nam bo tudi Kickstarter stal ob strani in vse naprej. Tako da, ja, to je to. Če imate kakšno vprašanje? Ja? Do prototipov je tudi treba pridati, zdaj pa kje pa denar za to bo tiskati stop financirati? Ja, to je pa malo sem iz prejšnjega biznesa, tej Flycly, električni mopedi, karkoli sem zaslužil, sem pač investiral v to. Drugo sem se pa tudi, pač tako, ko sem se že pri Flycly električnih mopedih zmenil, je bilo tako, da sem rekel, ok, vi to zdaj razvijete ali pa to boste naredili s tem namenom, da boste vi pač dobavitelji tega, jaz vam pa tukaj pač pokažem, da imam tak market, kjer se bo to veliko prodalo. Tako da so tudi dobavitelji investirali v en nek razvoj. Pač iščeš partnerje, da bi to ti pomagali. Ampak ja, nismo zelo dobri, sem majhni budžet in smo skozi prišli, da smo to razvili. Ja. Me pa zanima, koliko je stala kampanja brez produkta. Produkti so specifični. Ja. Ne pa koliko vas PR, vse je bilo beto pa skoro zdaj. Še vedno mi pač napišem fake, da mi Kickstarter dobil fulgran. Koliko je bil rang, koliko ste reči, recimo. Samo PR, kako sta leta je Ja, bilo kar drago. Tako da, ampak na koncu še vedno mislim, da vse, kar smo dali, da se izplača za kampanje. Ampak cifra... Je tak razhod, da ne boš preveč. To ne bi bilo. To je konc konca, da mi je res koristno. Ja. 100,000 dolarjev prišli, če Ne. Ja, je bilo drago, ampak smo se pa ful tudi znajdeli. Veliko smo tudi dobili tega, da so nam ljudje pomagali, pa vse tako. Ja, ampak na koncu smo pa vsi vedeli, da je ta kampanja, da bo uspešna. Tako da en tak okvirni gol smo imeli, ok, toliko je naš budžet in pač tako gremo naprej, ne mi to rata. teh 21 ljudi se prav na svoje stroške kupovalno delali. Prosim? Teh 21 ljudi, ki so delovali na svoje stroške kupovalno delali. Ne. In to je bilo vse pot, hrana, bivanje, to je bilo vse plačano iz kampanje, iz Flycly. Ja. Kdo vam je pol kampanjo vodil? Ste to sami znali, ste imeli kakšno PR agencijo nekoliko? Teh 21 ljudi, ki smo skupaj delali, smo pač tudi imeli že toliko izkušenj izprej, tako da smo to razvijali. Ja. Smo pa tudi vzeli PR agencijo v Ameriki, da nam je to pomagalo. Ja. Pač samo s kontakti na začetku, da smo ta push dobili. So mogoče že kakšne specializirane agencije, da PR za Kickstarter? Ja, to je bilo tudi zanimivo. To je še toliko na začetku, da večino PR agencij pač reče, ja, to bomo tebe tako obravnavali kot navadno kampanjo, ali pa te hočemo imeti za 6 mesecev, ampak je tasga. Tako da mi smo vzeli eno v San Franciscu, ki je že malo razumela, kaj se to dogaja. Ampak smo da bi rekel nekdo, da pa že 10 caseov za sabo ga pa ni. Ne, ništa. V Sloveniji. Ja. Kaj pa je bila nagrada Pledger? Ja, nagrada je bila za $1 si dobil thank you, za $59 si dobil lučko, za $590 SmartWheel, za 700 pa SmartWheel za SDK kitom, za programerje. Ja. Kaj pa recimo mislite o konkurenci od Kickstartera, recimo Indiegogo pa podobne? Ja. Ja, Kickstarter je še vedno number one. Ne? In tudi že samo to, če priješ ti na Kickstarter, že imaš en kot rezume, ker so te oni spustili gor. Na Indiegogo vsak lahko pride gor. Ne? Tako da, ja, Indiegogo je dobil malo ta slab glas, ljudje ne zaupajo toliko v to. Ne? Ker to še zmeraj gre na zaupanje, da oni tebi dajo denar in zdaj lahko se zgodi, da ti ne bo rata, da boš ti te produkte naredil. Seveda ti bo pol zahteval denar nazaj, samo oni ti zaupajo in nekaj časa si imel ti njihov denar. Ne? Tako da Kickstarter je to naredil, da držuje, da je ta zaupanje, da so v redu projekti ga. Ja.
Ja, Kickstarter dobi 10%. 5% Kickstarter, pa 5% Amazon Payments. Ja. Pa davki. S transferjem denarja. Ja, tako gre. Na Kickstarterju, ki je konc kampanje, takoj naslednjo minuto se začnejo procesirati kreditne kartice in gre to na Amazon Payments account, kot PayPal account, in s tem pa potem po 14 dneh ti lahko vzameš denar in ga daš na svoj račun v Ameriki. Pa je s tem pa pač kar plačuješ. Ja. Davki. V Ameriki ni davko, ker to so donacije. Ja. Moraš biti načeloma državljan v Ameriki, da te zadeve spelješ čez, ali kako je? Ja, lahko greš s firmo ali pa brez firme, samo še zvedno mora biti nekdo v ekipi, ki je Američan ali pa ima ta social security number. Tako da ja, pač nekoga moraš imeti zraven s tem. Sorodniki. Ja? Sorodniki. Kako? Sorodniki za dan. Ja, lahko je. Lahko. Samo da, ampak še to je, Kickstarter je zdaj tudi zelo občutljiv glede tega. Tako da, če kdorkoli vas bo napisal, da vas bo kao, da je on iz Amerike, pa to mora biti tudi ali v videu, ali pa nekje na strani napisano. Ampak ne Kickstarter guy, ampak pač part of the team. Okay? Ja. Amerika. Nove projekte, nove startupe, nove službe, vse to naprej. Veš kaj, Amerika je še vedno toliko je veliko, da tudi rečemo te fondacije, pa tudi je že tudi velik biznis, samo oni gledajo naprej, iz tega bojo ratale firme, iz tega bojo ratale nove jobs. Pač mi smo samo 40 dni prodajali Flyflyer. Če nam je uspel, mi lahko zdaj za 100 let prodajamo te Flyflyer. In takrat bo oni res zaslužili. Pač da investirajo v future. Saj tako jaz vidim. Vi ste ga vse patentirali? Prosim? Patentirali. Amerika, Evropa, Estonska, Kitajska. Mislim, da je vse v hišju, pa to nismo nič patentirali. Edina stvar, ker je bila tukaj, so bili ene druge stvari, ki so pa že bile prepatentirane. Ja. Spravo, ko je sam znamka. Pa nismo vse razvili. Ne, sam znamka je zdaj. Registrirano? Ja. Ja. Pa oblika. Ja. Zdaj, Kickstarter pokriva veliko produktov od neke umetnosti do čist tehničnih stvari. A mislite, da se bo ta stvar kaj potem po posameznih platformah razdelila, da se bojo specializirale prav za določene tipe produktov in tako naprej? Ne vem, kako se to zgodilo. Sam zaenkrat je že dost crowdfunding strani, kjer se fokusirajo samo v eno nišo. Sam še vedno nimajo tega trafika, da bi pomagali to dvigniti. Tako da Kickstarter je še zmeri drži to. Tako da, ne vem, jaz mislim, da lahko vse stane na Kickstarterju, kot na primer Amazon je tudi začel s knjigami, danes pa lahko vse gor kupaš, ker je pač ima tak velik trafik. Good? Recimo, da imaš tam nekaj Ja. ne bojo odvakrat gledati. Ne, z istim produktom. Ja. Ja, pa če boš imela kdaj kakšen drug produkt, pa to šla potem na Kickstarter. Prej, ko ste rekli, da ste imeli tim 21, v bistvu začeli ste v Sloveniji, a ne ste dobili tim, a s tem timom šli potem po... Ne, vseh 21. Ne, sam 3 smo šli. 3 ste šli potem, da ste pač čim več imeli. Ja. Kako ste pa recimo, ta prvi kontakt z medijo ste pa dobili potem prek PR firme? Malo smo že nabrali z drugih Kickstarter projektov, ki smo jih prej delali, smo imeli te liste, vse to, potem malo smo iz PR-a dobili, malo smo tudi sami research delali. In tudi rečemo, pač mi na Kickstarteru ni veliko električnih kolesov, ki jih je že bilo. Mislim, da je samo eden, ki je bil dosti uspešen, ki je bil na Kickstarteru projekt, ki je bil kao električni kolo. In pač greš na te strani, kjer imajo podobne produkte in vidiš, kdo jih je že objavil. In potem si jih pač spišeš, jih pogledaš in delaš list v Excelu. Tako delaš to. Ali pa pač researchaš, kdo je že kaj podobno, kjera publication je že kaj podobnega pisala. Ja. Morate v celoti pa izpolniti, recimo, vsa celotna naročila, na koncu in če tega ne izpolniš, recimo, Ja, pač mi smo obljubili, da
za lučke pa smart wheel jih bomo poslali maja 2014. Ja, pač, ja, moš vse moš končati. Recimo ti ne ratam, Pa moš vrn denar. vsakem posamezniku, ne v celoti. Ja, no, sej, pač na Amazon, pač samo rečeš, ne morem, pa pač ti vzamejo denar. Če ga pa nimaš, pa pol moš... Skupaj, da ti ne rata to, kar si obljubil izpolniti. Ja. Da ti ne rata. Ja. Ja, če ti ne rata, pač nekako moš vrn denar nazaj. Tudi to se zgodi, da ljudje... Ne, da tisti, ki so pledžali, da te jih pokriješ. Ja. To je to. Ja. Se pravi, če te potisni firma po letni ne gre, si ni treba nič vrati. Ne, če si vrnil, kar si obljubil, da si naredil vse okej. Ja. Zdaj, vi ta znaš v bistvu že zdaj uporabljate. Ja, tako da smo že v risku. Ja. Zdaj pač pogovarjamo se z UPS-om, DHL-om, Pošto Slovenije, vse to pač gledamo, kjer bomo dobili najboljšo ponudbo. Ampak iz neke baze iz Slovenije. Ja. Poštnina enaka za Japonsko, Ameriko, pa za... Ja, ne, to je pa tako, kot mi dobimo ponudbo. Sej najbrž poštnina v Japonsko je višja ali pa nižja, kot z Ameriko. Ja, tako. Pa druga so pa te pick and pack warehouses, kjer pač ti pripelješ in sam dostavaš produkt, oni ga dajo v škatlo, zaprejo in vsak naročilo dajo nalepko gor in potem pač poštar pride in to vzame. In to že obstaja tudi v Sloveniji in tudi mislim, da je ena firma, ki je zdaj tudi pomaga mislim, da temule Lumutu, pa mislim, da bo tudi pri Čipolotu. Ja. Še nekaj imam. Tako se mi zdi, da bo zdaj večji problem vse te preorderje realizirati. Ne samo te 1100, ampak predvsem vse to, kar se v Suru zdaj. Verjetno te 700,000 ne bo zadostno. Mislim, a zdaj lažje dobiš kredit, ali kako se bo To nisem še, do bank še nisem hodil. Če vas sesujejo, ne boste materijala mogli. Kaj, če me sesujejo? Jaz naročili. Ne vem, sem se dobival denar. Njega morate še vse jih nekaj. Če prednaročim, dobiš pred denar. A ti moraš založiti, da ti pride material. Ni nujno, da se tudi pride. Zdaj za prednaročila smo obljubili, da... to firme ubija, da imajo skladišča preveriti. Ja. Da moraš pokriti. A preorderje 100% plačan? Ja. Mislim, to si lahko vsak posebej določi. Mi smo rekli 100% takoj zdaj. Lahko tudi rečeš, ne vem, 10% zdaj, pa pač 90% pol. Ali pa, na primer, en teden preden bomo šipali produkte, vzamemo 100%. Mi smo rekli, da hočemo zdaj 100%. Ja, to se vse da čez internet. Ja. Ja, to je vse čez internet. Treba Kickstarter kaj poročati, kako napreduje Ni treba, samo je pa dobro z tega, ker te oni pol promotajo naprej. Pa te bo dali na blog, pa vse in pa še več trafika razvijaš. Ja. A tukaj v Sloveniji ste drugače sodelovali s kakšno organizacijo, mislim, po podjetniško, za crowdfunding ali pa to? Preden ste štartali, že kaj tazga obstaja ali pa ste rekli, da ste bili povezani? Ja, pač crowdfunding.si zdaj že obstaja. Ne? Tako, ampak rečemo, lansko leto, ko smo ta prvega začeli ali stov, še to ni obstajalo. Ne? Pa v tem letu se je pa vse to razvilo. Tako da ja. In tudi v tem letom, ko smo te projekte delali, smo se pač tudi ljudje srečevali, delali skupaj vse to. Tako smo se tudi pač pravimo tudi to, da ta projekt je nastal tudi od crowdfunding friends. Co-working friends. Ja. Okay. Še eno vprašanje. Ja. Si prej omenil, da ste na konc dali pre-order link. Ja. Začetku ga ne smešate, kaj? Ne smeš, ker Kickstarter ti ne pusti. Ti ne smeš nikjer prej prodajati razen na Kickstarterju, ne? Ker to je čisto nov produkt. Ne smeš se prej nikjer prodajati. Ja. Koliko časa tega? Kako? Koliko časa tega? Ja, nismo dali 30 sekund prej, ampak to je čisto odvisno z tega, ker ljudje še hodijo na stran. Zdaj, pač, če vidijo že link tam, pač,
Sem ni povedal, tako da prvo tiste 30 sekund pač pari izgubiš, ali pa ti ni všeč. Ampak čim kasneje počneš. Popraviš, da dobro vem, da so nočne ključe. Ja, super. Ok, hvala.